Tukaj se lepo vidi, ki je bil vetrolom zadnjikrat. Ujma bila res velika. Tam gor na vrhu je nam podarilo cirka 5 hektarov lepega gozda. Deloma se že dela sanacija. Ja, škoda je res velika. Mi imamo kmetijo v začetku Logarske in ta vetrolom nam je ogromno škode naredil. Mi smo začeli z sanacijo, kar se je dalo. Dobro, da imamo sorodnike, ko imajo tudi stroje in smo nam prvi prišli v pomoč. Vsi jih iščejo, vsi bi jih radi naenkrat imeli. Glede na to, kar se je zdaj naredilo, ker to vse leži po tleh, vse križem kražem, tele štori, to veljevje, ko jo treba pospraviti, sam človek ostane, ne mora sam z vsem delati. In jaz bi nekako apelirala, če bi se dalo na državo tudi, da bi nam šli v pomoč v tej smeri, da bi se vsaj v nekako prvotno stanje Logarska spet spravila, da bi bila lepa Logarska, ne samo s tistimi ležanimi štori in neočiščena, da bi spet lahko bili travniki, da bi se spet lahko ljudje sprehajali, ker zdaj, ko jih čuješ, dosti stvari govorijo, da je Logarska gratala, kot da bi na Mars prišel, da to sploh ni več normalno in da turistov ne bo več gor. In se mi zdi, da glede na to, kar se nam je naredilo, da bi pač apelirala na državo, da bi si prišla ogledati Logarsko, pa da bi nam skupnimi močmi pomagala. Naprimer, mi na 1400 metrov višine niti danes ne moramo videti, kaj je, ker mi šele poleti lahko pridemo v tiste višine, da vidimo, kaj je gor podrlo. Zato tudi se ne moramo tega roka držati konc maja, da bi se to lahko saniralo. In tudi treba nove vlake zaradi tega narediti, stare vlake popraviti, ker je to vse podrto in za svojimi stroški to ne bo možno. Ker tudi ta les, ko ga bomo dobili, to ni zdaj lep les, ko je imela ceno tako ugodno, da bi lahko naredila s tem lahko sami sanirali, ampak enostavno bo treba država, da bo malo nas pogledala. Pri lesu žal ne moremo vplivati na vreme, na veter, seveda pa lahko vplivamo na hitrost odziva države, takrat, ko je treba priskočiti na pomoč. Sami ste nakazali rešitve, kako je treba odpirati gozdove, kje postaviti nove vlake. Žal pa se tukaj sledi nekim ukrepom, če ne boste do takrat pospravili tega in tega, vam seveda sledi kazen, zato ker pač bo lubadar prišel v svoje obdobje in ta cikel se zaključuje v jezi ljudi, ki živite tukaj in ki seveda morate čisto operativno to rešiti. Nekdo se pač znajde, ima prijatelje, stroje, je uspel nekaj popraviti. Vi ste omenili, da ne boste še dolgo časa ne prišli na 1400 metrov in marsikaj se bo v tem času zgodilo. Vemo tudi, da ni dovolj mehanizacije, vemo tudi, koliko je potrebno financirati, ko najameš nekega izvajalca in ko primerjaš strošek sanacije po kubiku in če tega primerjaš z tistim izkupičkom lesa, si praktično v čisti izgubi. To so resne zgodbe in zato bi moral v takih primerih biti na nivou države izdelan tako imenovani contingency plan, kar zelo enostavno pomeni to, da ko pride do take situacije, se ve, katera služba se angažira, katera sredstva se sprostijo, katere službe oziroma strojne službe se najamejo, če ne druge tudi v tujini in tukaj se ne sme čakati na posameznega kmeta. Če je sogovornik neka inštitucija, pa naj bodo to neke javne inštitucije, da ne govorim o ministrstvu samem, ki se bo pogajalo, ki bo pripeljalo ljudi, ki so usposobljeni in ki imajo ustrezno opremo, da se to delo začne takoj upravljati. Birokracija se pa dostikrat izgovarja na to, da so pač zakoni takšni, da pač ne omogočajo javni razpisi, revizija, pritožbe. Gost ne more čakati 3 leta. In zato je treba v tem tako imenovanem planu reagiranja v nekih izjemnih razmerah predvideti tudi takšne ukrepe. In seveda, to se da uzakoniti. In ko enkrat uzakonjeno, potem ni nobenih izgovorov, da se tak program ne da tudi realizirati. In zato jaz povem za rešitev. Rešitev je nova vlada, nov kmetijski minister in pa veliko sožitje med kmeti in pa med vlado.